Na Blejskem gradu so 11. aprila slovesno odprli razstavo, ki odpira vrata v eno najbolj pretresljivih ljubezenskih zgodb srednjega veka, legendo o Veroniki Deseniški. Gostujoča razstava, nastala v sodelovanju Zavoda za kulturo Bled in Muzeja Hrvaškega Zagorja, obiskovalce popelje v čas celjskih grofov ter razkriva, kako se je resnična zgodba skozi stoletja preoblikovala v legendo. Pripoveduje o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko iz Deseniča. Njuna zveza je naletela na ostro nasprotovanje Friderikovega očeta Hermana II. Celjskega. Veroniko so obtožili čarovništva, a je bila oproščena. Kljub temu so jo, kot govori legenda, na Hermanov ukaz utopili in jo na gradu Veliki Tabor vzidali v zid. Je predala zlu, da bi dosegla svoje zlobne namene. Čakajo večna obsodba. Moja krila, zemljo zapustim. Veronika po pripovedih še danes živi v kolektivnem spominu, kot nemirni duh, ki jih ti med grajskimi zidovi. Razstava predstavlja našu usmenu predaju, legendu o Veroniki Deseniškoj, koja je rasprostranjena u Hrvatskom Zagorju i koja zapravo nas odvodi u davno doba grofova celjskih, kad su oni sredinom 15. stoljeća gospodarili Hrvatskim Zagorjem. A zapravo i čuva uspomenu na tu ženu o kojoj povijest malo zna, ali ipak su mnogi umjetnici stvarali inspirirani tom temom ljubavi između Veronike i Fridrika. Mnoga su djela kroz povijest nastala i evo, ta je legenda zapravo usko povezana sa dvorom Veliki Tabor i pridonosi njegovoj prepoznatljivosti. Razstavo so pripravljali zadnjih 15 let. Na gradu Veliki Tabor so jo javnosti prvič predstavili že leta 2013. Leta 2014 pa je bila vpisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške. Na Blejskem gradu je na ogled le del razstave, dopolnjujejo obsežen katalog. To je stvarno jedna osjećajna priča. Priča o ženi, kad si pomisliš položaj žena nekad, moramo biti sretni da živimo danas u ovom vremenu. Mislim da je to nekak mi isto se posvijestilo. Ali zapravo je sva ta umjetnička djela, književnost, pisci koji su pisali o Veroniki, mi smo zapravo to vrijedno sakupljali i sretni smo da smo uspjeli toliko predmeta na tu temu prikupiti. U suradnji sa partnerima iz Slovenije uspjeli smo u okviru EU projekta Living Castles realizirati i izradu video mappinga koji se 3D video mapping aplicira na arhitekturu Velikog Tabora, što je opet specijalni događaj, a to se isto danas ovdje i u okviru ove izložbe može vidjeti kao projekcija. Pa je to sve doprinosi tom jednom doživljaju te legende kad se dođe i u Veliki Tabor, ali mislim da će to biti zanimljivo i za posjetitelje koji će izložbu ovdje pogledati u Bledskom gradu. V slovenski zgodovinski tradiciji je zgodba o Veroniki Deseniški povezana predvsem s celjskimi grofi. K širšemu poznavanju zgodbe je pomembno prispeval tudi Janez Vajkard Valvazor, ki jo je zapisal v svojem delu Slava Vojvodine Kranjske. Razstava o Veroniki Deseniški povezuje Slovenijo in Hrvaško, tako da se mi je zdelo zelo primerno in pa pomembno, da se predstavi tudi na tem našem koncu. Hkrati pa je to res lepa ljubezenska zgodba, sicer nesrečna, vendar te ljubezenske zgodbe so vedno malo mistične, priljubljene in pa res brez ljubezni pač tudi ni življenja. Danes Veronika Deseniška predstavlja skupno kulturno dediščino Slovenije in Hrvaške, zgodbo, kjer se prepletajo zgodovina, legenda in kolektivni spomin. Razstava bo v Bitenčevi dvorani na ogled do 12. junija, kot priložnost, da ena najlepših legend našega prostora znova oživi pred očmi obiskovalcev.